Že od nekdaj sem se spraševala, kako bi bilo živeti v srednjem veku, kot grajska gospodična in imeti čudovito srednjeveško obleko. In na Blejskem gradu vas popeljajo nazaj v zgodovino in z njimi vstopite v srednji vek. Dober dan! Jaz sem pa prišla v tale srednjeveški tabor pogledati, a so tukaj tudi grajske gospe? Seveda so. No, jaz bi rada postala grajska gospa. A pa mislite, da ste ta prava za to? Ja, jaz mislim, da sem. Kaj pa je narobe? Ja, to bojo pa naš grof povedal, če ste vi ta prava za to, ali pa naše gospodične. Boste morali za mano stopiti noter, je prav? Dogovorjeno. V Lambergarjevem taboru si me je grof najprej dobro ogledal, nato pa ste me v roke dobili grajski gospe. Vsaka grajska gospodična seveda najprej potrebuje lepo srednjeveško obleko. Ko sem bila oblečena, je bil čas, da se začnem vesti kot prava grajska gospodična. Te so morale biti vedno urejene in že od malih nog so jih učili lepega vedenja. Čas so se krajšale s sprehodi in različnimi igrami. Grajsko življenje je bilo obarvano s plesom in kot prava grajska gospodična sem se seveda morala naučiti tudi srednjeveškega plesa. Osnove srednjeveškega življenja grajskih gospodičen sem osvojila in pripravljena sem bila zares vstopiti v srednji vek. Pot me je najprej vodila na Blejski grad, kjer je bila zbrana grajska gospoda iz Slovenije in tujine. Na zgornji terasi se je plesalo in pelo. Srednjeveški plesi so se nekoč plesali le ob posebnih priložnostih. Med nastopajočimi je bila tudi gostujoča skupina s Češke. Our group is from Czech Republic, and today we will performance historical dances from medieval and Renaissance era. Spretni mečevalci so uprizorili viteške dvoboje in lokostrelski turnir. Svoje veščine so pokazali tudi italijanski metalci zastav. Na tržnici pod gradom so se zvrstili koncerti glasbenih in plesnih skupin. Na tržnici so obrtniki in rokodelci predstavili svoje avtentične izdelke. Prikazali so lončarstvo, kovaštvo, svečarstvo, usnjarstvo in knjigoveštvo. Pot me je najprej zanesla k grajskemu pisarju, mojstru Janezu. Danes imam samo kaligrafinjo in prikazuje lepopisje. Kajti žalosten sem, da v današnjih šolah so lepopisje praktično ukinili in pišejo otroci kot kure. Tukaj se pa prikazuje lepa pisava na bel papir, tako da se lepo bere. Koliko časa pa bi jaz recimo potrebovala, da bi se naučila lepo pisati tako, kot vi pišete? To je vse odvisno že od samega talenta. Že recimo, če je bil vaš oče, vaša mati prilagojena recimo določenemu redu in pa disciplini in pa lepemu pisanju, potem se to že nekaj podedvala. Dočim samega pisanja je lahko se naučiti, ampak moraš biti vztrajen pri vadbi. To se pravi, vsak dan mora dober kaligraf pisati vsaj par ur, da ne izgubi svojega stila. In lepopisje, to se pravi kaligrafija, imenovana lepopisje, je odvisno, katero zvrst črk izberete in tisto potem trenirate. Pisarjeva pomočnica in kaligrafinja Mary Gregorin se je z lepopisom začela ukvarjati na stara leta. Svoje znanje želi deliti z drugimi in jim pokazati, kako se je včasih pisalo. Pokažem jim tudi, kako se piše iz peresi. Piše se tudi lahko z lipo ali z balzo. Tako da vse to, kar probajo, so zelo zainteresirani. Lepopisa se bom morala kot grajska gospodična še naučiti. Da pa bom vedno urejena in da me pozimi ne bo zeblo, sem se ustavila pri usnjarju. V srednjem veku so imele kože veliko pomenov. Najprej so jih imeli za zaščito svojih teles, torej namen je bil za obutev, za oblačila, za vse ostale torbe, dodatke, za vojaško opremo in to je s področja usne. Krzno pa so imeli za to, da so bili pozimi na toplem,
za lepo, se pravi za dekoracijo, za najimenitnejše dame, kar so jih premogli. Pravi tudi za grajske gospodične. A grajske gospodične, kolikor je bila lepši, to krajše so imeli. Toliko bolj se je oblekalo krzno. Na naslednji stojnici me je pričakal Janez Kvaternik Kamniški. Zdaj, grajske gospodične se niso ravno mečevale, pa vseeno mene zanima, koliko je tole težko, tale meč. To je 1,5-ročni meč, to je tam 1,70 kg cirka. Ne? Pa lahko probam? Ja, seveda. Kar je, moraš biti kar mišice za tole. In kdo vse je uporabljal? Meč? Ja. Pa v stvari vsi bojevniki v tistem času. Ne. Bilo so pa to različne oblike. Ta je rečemo 1,5-ročni meč. Ne. Pa imaš enoročni meč, ki je manjši, lažji. Dvoročni meči, pa so bili razni mesari, ne, dolgi noži v stvari. Tako da vse, kar je rezalo pa špikalo, se je uporabljalo. Ne. Zdaj, meč kot meč je bil tudi statusni simbol za viteze, ne. Ker oni so pa, imeli pa le malo boljšo robo, no. Malo boljše meči. Brez vitezov preprosto ni srednjeveške prireditve. So kar neko nujno zlo, bomo rekli temu, ker je pa le atrakcija, ne, vidiš tisto človeško konzervo, se pravi v oklepu, ki je lep, ne, ki je lep izdelek, ki je umetnina. Obenem te pa še ščiti, ne, ker le uporabljamo meč, sicer ni oster, ne, ampak to vseeno te lahko fajn poškoduje, če nimaš na sebi oklepa. Ampak oklep je bil kar nekak tak okoren, jih je kar omeval, ne? V oklepu ti normalno preval narediš, če je delan za tebe, ne. Ker imamo dve vrste oklepov, eden je bojni oklep, eden je pa turnirski oklep. In turnirski oklepi so pa bili okorni, ali pa so bili prešravpane plošče, roka je bila rečemo prešravpana, pa ščit čez. Tako da pol je tisto, ki je dol padel, se ni mogel obrati. Ampak drugače, bojni oklep je pa vitez mogel sam zajahati konja in razjahati. In če je prepadel s konja, če se ni poškodoval, se je normalno dvignil in se bojal naprej. In največ pogumnih vitezov sem srečala v Lambergarjevem taboru na Jasi pod gradom. Tam je potekal viteški turnir in šola mečevanja. Ves orožje imamo, ga v roko primejo, še prej demonstriramo. Imamo pa tudi trebuše, napravo, s katerim pokažemo, kako se gradovi tudi oblegajo. Seveda, fantje so radi vitezi, punce so pa rade princeske in to se pa nas vse tudi lahko proba in vidi. A ni fajn, če punčke dajo lepo oblekco gor, se posmejo, pa so princeske, fantje pa seveda, če ne drugač, lesen meček, pa ščitek, pa malo pomečujemo ali pa posabljamo, kaj tudi rečemo. 6-letni Erik je navdušen nad vitezi. Ima celo svoj meč, ki ga je posebej zanj izdelal Mišon. Tamle sem te prej videla, da si se mečeval z Jakobom. Kako je bilo? Dobar. Kaj pa ti je najbolj všeč? Si danes šel kaj po gradu, kaj ti je bilo najbolj všeč? Zdaj mi je najbolj všeč. Kdo pa se mečuje? Kdo se mečuje? Vitez. Ja? Jernej in Martino sta v tabor že prišla dobro opremljena. Jaz sem šla z lukostrelom pa s puščico. Jaz pa z obleko, pa z mečem, pa s ščitom. Prvič sta z lokom streljala Jure in Mark. Med njima se je odvil pravi dvoboj. Napovedujem zmago. Jaz napovedujem drugo mesto. Okay, dvoboj se je začel. Vsakdo se je lahko preizkusil v lokostrelstvu, metanju sekir in potkov ter si ogledal taktiko napad obramba. Sprehod skozi srednjeveški tabor je ponudil pristen pogled v življenje nekaj stoletij nazaj. Različne ročne spretnosti, družabne igre in srednjeveško kulinariko so prikazale srednjeveške skupine iz Nemčije, Avstrije, Italije, Madžarske, Češke in Hrvaške. Tukaj le nekaj zelo diši. Kaj pripravljate? Pripremamo srednjevjekovnu užinu. Ovo je helda, heldina kaša. I ovo je gulaš, maneštra. Sve priređeno sa namirnicama krajem 15. stoljeća, prije otkrića Kolumba. Hrvaška skupina prihaja iz Reke in šteje 15 članov. Ustavili smo se tudi pri skupini iz Bavarske.
and we're representing the town gods of Ingolstadt. The first historical treatment is first written is 1313. The Ingolstadt town guards take part at a fight, Wittelsbach against Habsburger, and so we started our group in the 14th century. That's. So what are they doing around here? I see a lot of interesting things. So our girls make handcrafts. They do weaving, spinning, and everything you can do with a needle. And the boys do fighting. We have at 14 o'clock we have a fight in armor with the swords and other weapons. V goste povabimo številne srednjeveške skupine iz okoliških držav, iz okoliških krajev, s katerimi je domača skupina Viteza Gašparja Lambergarja res napeljala čudovite prijateljske vezi in mislim, da se to tudi čuti, kako vsi z veseljem se tukaj srečujejo in dajejo svojo energijo in svoje znanje v prikaz plesov, mečevanja in takšnih in drugačnih tudi norčij. Na slavnostnem kosilu, kamor sta grof in grofica povabila vso gostujočo gospodo, so za norčije in zabavo poskrbeli glomači. Otroci so s široko odprtimi očmi opazovali srednjeveško dogajanje. In kaj jim je bilo najbolj všeč? Z Lukom smo videli, kako so streljali. Pa ful dobro so, skozi so zadeli. A pa bi ti tudi rad poskusil to? Ja, da sem že lansko let. In kako je bilo? Dobar. Najbolj mi je bilo všeč, ko so nam pokazali tiste meče, ker so mi bili zelo všeč, ko so nam razložili, kakšni so pa kako so jih uporabljali. Pa pol, ko smo probavali ščiti, pa všeč so mi bili plesi. Pa si kaj še poskusila poleg teh ščitov? Ja. Poskusila sem, da sem držala tisti ščit, pol pa tisti udar, da sem videla, kako je izgledal takrat, ko so se borili. Pa probali smo potežkati meče. In v koga bi se Sara prelevila, če bi res imela možnost iti nazaj v zgodovino? V kakšno princeso ali pa grofico. In kaj misliš, recimo, da je pomembno pri princeskah, pri groficah, grajskih gospodičah? Kakšne morajo biti po tvojem mnenju? Lepe, pa take prijazne, pa morajo biti lepo urejene, pa ja, tako. Na Blejskem gradu smo zavrteli čas nazaj in vstopiti v srednji vek v vlogi grajske gospodične skupaj z ostalimi obiskovalci 12 srednjeveških dnevov je bilo nekaj prav posebnega. In če sem se letos po Blejskem gradu sprehajala sama, si bom naslednje leto zagotovo poiskala hrabrega viteza.